nacionalni interes se žal, ali pa pojem nacionalnega interesa, se žal zlorablja. Zlorablja pa ga praviloma Vlada Republike Slovenije, ker ga obrača v moment državnozborskih volitev, torej moment letošnje zgodne jeseni. In kaj je postal danes na predlog Vlade Republike Slovenije nacionalni interes? Danes je žal na predlog vlade postal nacionalni interes pregon delodajalca. Po drugi strani, nacionalni interes po besedah predsednika vlade Janeza Janše je pregon kapitala. Dejstvo je, da so delodajalci lastniki kapitala. Ob tem pa kot 5-letni otrok, ki zasleduje izključno en cilj, pozablja na osnovne povezave. In sicer osnovna povezava je, da se bo pregon delodajalcev odrazil v pregonu delojemalcev, torej delavcev. Naivni tisti, ki v naši državi misli, in zloben je tisti, ki dela v tej smeri, da se bo celoten pregon zoper delodajalce odražal v njih samih, torej odražal v statusu delodajalcev. Ta pregon se bo nadaljeval kot spirala in občutili ga bodo delavci, delojemalci. Iz tega naslova je to področje, ki ga je ubral za letošnjo volilno kampanjo predsednik vlade Janez Janša, nevarno in škodljivo za našo državo. Mnogo je bilo govora o menedžerskih odkupih. Tudi tej so postali en sinonim za nacionalno destrukcijo, kadar poslušamo predsednika vlade, gospoda Janeza Janša. Ampak, če pogledamo, Vlada Republike Slovenije pod istimi pogoji dovoljuje in pospešuje menedžerske odkupe, kadar gre za tuje lastnike. Če pogledamo zgodbo slovenske industrije jekla, kjer so jo na isti način, kot se je kasneje očital slovenskim prevzemnikom, kupili tako imenovani Rusi iz podjetja Koks. Ampak tam je bilo vse v redu. A je bilo v redu zaradi tega, ker so kupili tujci? A je bilo v redu zaradi tega, ker so vir financiranja dobili na slovenskem finančnem trgu? Ali je bilo v redu zaradi tega, ker je zatem stala Vlada Republike Slovenije? Po mojem trdnem prepričanju je bilo v redu zaradi tega, in je vlada to tudi storila, ker je avtor tega dela bil Vlada Republike Slovenije. Torej, po eni strani imamo spremenjujoč odnos nacionalnega interesa, dvojna merila in pa kritiziranje vsakega, ki ne dela po taktu Vlade Republike Slovenije. Po drugi strani pa smo danes iz meseca v mesec priča razprodaji državnega premoženja, smo priča dodeljevanju koncesij posameznikom, pa naj si bodo z področja igralništva v okviru vladnega kabineta, pa naj si bo vse preko odobrenih poslov, preko podjetij v državni lasti, in teh podjetij, vem, da veste, je veliko, 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 ali naj si bo preko astronomnih nagrad, članov, pa naj si bo uprav ali nadzornih odborih, ki jih imenuje ta ista vlada, ki pozneje pravi, da ona s temi podjetji, ki jih more po defaultu kontrolirati in nadzirati na podlagi zakona o gospodarski javni družbi, se od teh podjetij distancira. K tej distančnosti se bomo vrnili čez nekaj momentov. Torej, osebno trdim, da je zagovarjanje nacionalnega interesa, kakršnega zagovarja predsednik vlade, gospod Janez Janša, nacionalna destrukcija. Da je nacionalni interes, kot ga zagovarja predsednik vlade Janez Janša, izključno interes klientelizma in korupcije. In kaj je še moderno v igri teorije zarot, kot nam jih vsak dan, vedno znova, ponuja predsednik vlade? Torej, nekoliko manj javno opevana zgodba, ki se je odvijala zadnje 4 mesece. To je frekventnost davčnih kontrol v podjetjih, kjer Vlada Republike Slovenije nima svojih lov. In drugo, zadnjih 14 dni, celo verjetno, oziroma ne celo, ampak najbolj aktualna zadeva, torej zapiranje delodajalcev.
Naj si bo, lahko jih imenujemo lastniki kapitala, lahko jih imenujemo kapitalisti, kakorkoli. Ampak dejstvo je, da ti ljudje zaposlujejo veliko število delavcev, ki jih lahko imenujemo tudi delojemalci. SCT, Vegrad, Primorje, z drugimi besedami, kdo bo nosil posledice? Kdo bo nosil posledice vladne igre? Bo to SCT, Vegrad, Primorje? Bo to Zidar, Tovšakova, Črnigoj? Ne. Z tega mesta lahko zagotovosti rečemo, da posledic omenjeni ljudje, razen nekaj urnega pridržanja, ne bodo nosili. Izgubili bodo nekaj poslov, torej zaradi vladnega odzema njihove kredibilnosti. Zaradi predkazenskih postopkov bodo v določenem krogu ljudi izpadali iz določenega gradbenega posla. Pač ne bo slovensko podjetje dobivalo poslov iz tega področja, ampak jih bo dobivalo mogoče XY podjetje iz Maribora, ki je v zadnjih 3 letih iz nekaj 10 milijonov evrov prometa zraslo na preko 100 milijonov evrov in je v zelo, zelo močni povezavi z SDS-om oziroma vlado, ali pa bodo slovenska gradbena dela upravljali tuji gradbinci. Drugič, iz omenjenega naslova, torej tega pregona, bodo največ občutili njihovi zaposleni. Kajti dejstvo je, da se bo negativne učinke, ki naj bi jih bili deležni delodajalci, žal preneslo na višino plač in število zaposlenih v omenjenih podjetjih. Kajti, če bodo izgubili posel, bojo to pač nekako kompenzirali. In žal je dejstvo, da je najlažje kompenzirati skozi omenjeno zadevo. In sodni sistem, ne bom govoril o učinkovitosti le-tega, ker verjamem, da vsi dobro vemo, kakšna je učinkovitost. Dejstvo pa je, da bo do vsi tisti, ki jih je vlada skušala in jih tudi je, kriminalizirala, so že na prostosti in da bodo tožili državo, ali bolje rečeno vlado Republike Slovenije, ki pa je proračunski uporabnik. In da bodo končne sodne odločitve bilo potrebno počakati do drugega mandata. Torej še 8 mesecev, na kar bo proračun Republike Slovenije ne prišparal, kakor se izraža predsednik vlade, gospod Janez Janša, ampak bo proračun Republike Slovenije poplačal to volilno potezo predsednika vlade, gospoda Janeza Janše. Torej, državljani bomo nosili breme izgubljenih tožb v milijonih evrov. Ob vsem tem pa je tisto, kar je najpomembnejše in po mojem trdnem prepričanju, ali bolje rečeno po prepričanju poslanske skupine Lipa. Janez Janša si je kupil volitve, oziroma popravljam se, si je kupil volilno kampanjo na račun davkoplačevalcev. Potem pa je potrebno poudariti, da bodo te volilne pike absurdno drage. Torej, volilne pike, ki si jih je kupil predsednik vlade, bodo absurdno drage. Slep je tisti, ki po moji oceni ne uvidi igre predsednika vlade, gospoda Janeza Janše. In kje je v celotni zgodbi tisti paradoks? Po moji oceni v odgovoru na zastavljeno vprašanje, zakaj so gradbena podjetja v Sloveniji tako zelo uspešna. Torej, če si znamo odgovoriti na omenjeno vprašanje, bomo zelo kmalu prišli do spoznanja. Po moji oceni je odgovor, torej odgovor na vprašanje, zakaj so gradbena podjetja v Sloveniji tako zelo uspešna, kot se jih prikazuje, zato, ker je na drugi strani istega posla vlada Republike Slovenije oziroma lokalne skupnosti. Torej, dejstvo je, da omenjena podjetja in še druga iz tega sektorja delajo skoraj da ekskluzivno z vlado Republike Slovenije in z občinami.